Zdravo poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. To je dnevno informativni podcast Večerje zjutraj. Veseli smo, da ste v naši družbi. Danes je sreda, 25. marec 2026. Moje ime je Mitja Sagaj. Katere teme izpostavljamo tokrat? Ko presoja zataji, kako je izpuščeni osumljenec iz enega ropa prišel do 3 novih in odprl vprašanja o odgovornosti pravosodnega sistema. Geopolitični pretresi in industrija, kako vojna na Bližnjem vzhodu preoblikuje dobavne verige, cene surovin in strategije slovenskih izvoznikov. Franc Trček po volitvah. Slovenska politika intelektualno izpraznjena, Maribor pa razpet med apatijo in izgubljenim uporniškim duhom. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. Vse skozi smo z vami na vecer.com. Primer iz Maribora odpira resno vprašanje delovanja pravosodnega sistema. Ali lahko napačna presoja o nevarnosti posameznika vodi v nove žrtve? Po oboroženem ropu je bil osumljenec izpuščen, kmalu zatem pa v enem dopoldnevu zagrešil kar 3 nova kazniva dejanja. Kje so meje odgovornosti in kako se ocenjuje tveganje ponovitve? Zgodbo, ki se je dogajala v 2 delih v Mariboru, spremlja naša novinarka Vesna Lavrec, ki je sedaj z menoj v studiu. Zdravo, Vesna. Zdravo, Mitja. V današnji izdaji večera nisi le popisala te zgodbe o dogajanju v 2 delih, temveč jo tudi komentirala. Odličen komentar, vsekakor vabimo k branju. Zelo jasno pokažeš na odgovornost sodišča in poveš tudi, čemu oziroma komu naj služi pravo. Kateri ključni dejavniki vplivajo na odločitev sodišča, da osumljenca ne pripre, in ali so bili v tem primeru po tvojem mnenju ti ustrezno upoštevani? Zdaj tako je. Pri odločitvi o priporu sodišče vedno tehta 3 ključne razloge. Prvi je nevarnost pobega, drugi je možnost vplivanja na priče ali oviranja postopka in pa tretji, najpogostejši, ponovitvena nevarnost. V konkretnem primeru prva 2 razloga očitno nista bila sporna. Osumljenec je namreč slovenski državljan, domačin, doma iz Tezna. Tukaj ni bilo neke realne begosumnosti. Prav tako ni bilo znakov, da bi vplival na priče, kajti priče ropa so bile naključne stranke, naključni kupci v trgovini. Težava pa se je zgodila pri tretjem razlogu, po mojem mnenju. Ne morem se namreč strinjati, da ponovitvena nevarnost tukaj ni bila podana. Res je, da osumljenec morda še ni predkaznovan, ampak to samo po sebi, osebno mislim, da ne more biti razlog, da mu verjamemo, da se mu je to zgodilo prvič in zadnjič, da je ropal prvič in zadnjič. Kajti način storitve v konkretnem primeru je bil res brezobziren, uporabil je nož z dolgim rezilom, priprt ni bil, čez 2 meseca je stopil v isto trgovino, ponovil na drugih zaposlenih, ampak v bistvu istih zaposlenih, ne. In sredi belega dne v prisotnosti ljudi. Take okoliščine, po mojem mnenju, jasno kažejo na neko tveganje ponovitve. Zakaj zdaj tu sodišče ni odredilo pripora, lahko ugibamo, no. No, dolgo že spremljaš Črno kroniko, ogromno izkušnje imaš tudi s podobnimi primeri, kar nekaj jih je bilo že v preteklosti. Kako pogosto v praksi prihaja do napačnih ocen ponovitvene nevarnosti in kakšne so lahko sistemske posledice takšnih odločitev? Žal takšne napačne odločitve, mislim, po mojem mnenju napačne odločitve, ne zdaj pač po presoji sodišča, niso povsem osamljene, ampak upam, da niso pogoste. Zlasti pri nasilnih ropih. Namreč v takih primerih bi morala biti v ospredju zaščita žrtve, ne pa zgolj pravice osumljenca. Napačna presoja, če to je, napačna, ponovitvene nevarnosti ima lahko konkretne posledice, najprej za žrtve, ki dobijo občutek, da njihova izkušnja ni dovolj pomembna.
Ali ta primer recimo razkriva neke širše pomanjkljivosti, ko govorimo o sodelovanju med policijo, tožilstvom in sodišči? Konkreten primer mogoče ravno, ne, ker je vseeno manjši, ne pokaže širše sistemske težave, je pa v bistvu ta rop razkril v prvi vrsti konkreten šum med komunikacijo, pri komunikaciji med policijo in tožilstvom. Policisti so osumljenca prijeli 5 dni po dejanju, obvestili dežurno tožilko. Po neuradnih podatkih je bila nesreča v tem, da je dežurala tožilka specializirana za gospodarski kriminal, korupcijo, za kriminal belih ovratnikov in morda temu primeru, takemu uličarskemu primeru, ni posvečala dovolj pozornosti. Policistom je dala navodilo, da človeka izpustijo. Takrat se je vključil tudi Večer. Tega sicer ne popisujem v današnji izdaji Večera, ampak lahko povemo, da smo se obrnili na tožilstvo in je tožilstvo tudi zaradi naše intervencije ponovno preučilo primer in poskušalo zadevo popraviti, predlagalo pripor, vendar sodišča ni uspelo prepričati. Zakaj ne, lahko ugibamo. Morda je to zato, ker je bilo tako, če zdaj kronološko povzamem, rop se je zgodil 21. januarja, prijet je bil osumljenec 26. januarja, naknadno priveden pred preiskovalnega sodnika, skupaj potem z vloženo neposredno obtožnico pa 5. februarja. Morda je sodišče reklo, ropal si 21. januarja, do zdaj je bil mir. Ampak se je zmotilo. Kot poudarim tudi v komentarju, najbolj skrbi to, oziroma kar najbolj skrbi, je širše sporočilo takšnih odločitev. Ne samo storilcem, ki ga razumejo tako sporočilo zelo hitro, ampak tudi žrtvam. Torej sporočilo, kot sem že rekla, da njihov strah ni dovolj pomemben, da nasilje ni dovolj resno, če ne preseže neke meje. Odlično, Vesna, hvala za vsa ta razmišljanja in seveda poglobljen vpogled, še več podrobnosti pa v današnjem Večeru na večer.com. Zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu se vse močneje odražajo v evropskem gospodarstvu, predvsem skozi višje cene energentov, motnje v logistiki in negotovost pri dobavi surovin. Slovenska industrija se na razmere odziva različno, a skupni imenovalec ostaja prilagajanje in obvladovanje tveganj. V Impolu proizvodnja za zdaj poteka nemoteno, saj si pomagajo z dolgoročnimi pogodbami, z varovanjem cen borznih kovin in optimizacijo procesov, ob tem pa zaznavajo celo povečano povpraševanje. Gorenje medtem že občuti zamude pri dobavah komponent, ki zaradi zaprtih poti skozi Sueški prekop prihajajo z večtedenskimi zamiki, kar povečuje pritisk na logistiko in cene. V Talumu neposrednih motenj še ne zaznavajo, a opozarjajo na dolgoročno tveganje, ki ga prinaša nestabilno geopolitično okolje. Podjetja vse pogosteje povečujejo zaloge, kar dodatno dviguje cene surovin in ustvarja začaran krog negotovosti. Nekateri igralci, kot je Covintrade, opozarjajo, da rast naročil ni posledica realnega povpraševanja, temveč preventivnega kopičenja zalog. Dogajanje tako razkriva krhkost globalnih dobavnih verig in poudarja pomen pravočasnega prilagajanja, strateškega načrtovanja ter diverzifikacije virov za ohranjanje konkurenčnosti v negotovih razmerah. Podrobnosti lahko preberete v Večeru in na večer.com. Prah po volitvah se še ni polegel, vprašanj o prihodnosti pa je več kot odgovorov, zato je trenutek za refleksijo primeren. Franc Trček je idealen sogovornik za takšen čas. Sociolog, nekdanji poslanec in vstajnik, ki ga javnost pozna po ostrem jeziku, neizprosni intelektualni drži in nagnjenosti k kritičnemu razmišljanju. V kabinetu Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj je v tem mandatu bdel nad zahtevnimi medresorskimi usklajevanji, a v srcu ostaja priseljeni Mariborčan, v navednicah stari ata,
ki ga v zadnjem obdobju bolj kot politične funkcije skrbi svet, v katerem rastejo njegovi vnuki. Citiram: če bi bila minimalna politična kultura pri nas, bi vodstva Levice, SD-ja in Demokratov odstopila. No, Logar se je odstopil sam, čeprav bo morda vseeno poslanec, ker naj zdravnik ne bi prevzel mandata. Zakaj bi moral odstopiti? Ker na tak način stranka ohrani minimum verodostojnosti. Konec citata. Tako pravi Franc Trček, član SD-ja. O stanju duha v državi in mestu pod Pohorjem je Trček analiziral intelektualni vakuum v parlamentu, razloge za svoj umik iz bitke za poslansko mesto in usodo Maribora. Celoten pogovor, ki tokrat ni potekal ob kafeju, vendar ob pivu, lahko preberete v Večeru in na vecer.com. To je bil Večer zjutraj 25. marca 2026. Z vami sem bil Mitja Sagaj. Kakovostno novinarstvo lahko podprete tako, da se naročite na tiskani spletni Večer, postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste odprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti vpogled v čas in prostor, v katerem živimo. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo in slišimo. In ne pozabite, z Večerom razumete bolje.